Dober večer, lepo pozdravljam. A ste se malo greli? Ste? Super. Dobrodošli na nocojšnjem dogodku, ki ga prirejata založba Primus in mladinc, naš mladinc reče, Slovensko mladinsko gledališče. In verjamem, da se bomo imeli zelo lepo, zato ker bomo govorili o eni zelo zanimivi zadevi, o knjigi in ne samo o knjigi, tudi o avtorju in o našem gostu. In zato v naši družbi pozdravljamo najprej psihiatra, psihodramskega terapeuta, edukatorja in supervizorja dr. Vladimirja Miloševića, avtorja knjige Psihodrama, sprememba skozi akcijo, in režiserja Tomija Janežiča, ki je psihodramsko edukacijo opravil pri dr. Miloševiću s pridobitvijo certifikata psihodramskega terapeuta. Opravil pa je tudi uvodni študij skupinske analize Inštituta za skupinsko analizo v Ljubljani, se dodatno izpopolnjeval pri nas in v svetu, predvsem na področju različnih igralskih tehnik ter psihodrame. Kar se mene tiče, je zagotovo to ena lepših izkušenj, ko lahko na enem mestu toliko izveš o psihodrami, se pravi, dejansko prej nikoli nisem na enem mestu lahko toliko, ne samo toliko, ampak tako tudi kvalitetno izvedela o tej precej novi metodi, ne, če jo lahko na nek način, no, se ni to, mislim, da je starejša od mene, tako da to mlada pa svet. Jaz se moram podati... Dosti se reži. Hvala. Mislim, posebej se strinjam s poročilnostjo spremnih besed dr. Mrevleta, ki je zapisal, da je pred nami knjiga, ki jo lahko mirne vesti in brez pretiravanja označimo kot učbenik psihodrame. Za začetnike je besedilo sicer zahtevno, pa vendar branje knjige priporoča tudi njim in še komu drugemu, ki ga zanima humanistična znanost. Zato vas najprej, dragi obiskovalci, nocoj vabim, da svoje morebitno pomanjkljivo poznavanje psihodrame kot terapevtske metode ne jemljete kot oviro za branje knjige, temveč ga izkoristite kot nek generator spremembe, ki vam bo zagotovo prinesla plemenit pogled tako v psihodramo, kakor v razumevanje psiholoških procesov nasploh. V želji, da vam knjigo čim bolj predstavim, sem se odločila, da se sprehodimo skozi poglavja. Še prej pa vprašanje našemu avtorju, kaj je bil glavni vzgib za pisanje knjige in kako ste se znašli v tej vlogi pisatelja, kako ste se soočali s to knjigo. V Cankarjevem domu, kjer smo že imeli na knjižnem sejmu predstavitev knjige, ste res zelo zanimivo povedali, tako da izvolite. Pa ja, glavna ideja, glavni vzgib, ko sem začel, da pišem to knjigo, je to, da sem se jaz najprej s psihodramo ukvarjal pred, ko sem začel kakšnih 25 let. In skozi ta proces se nabere dosti raznih izkušenj terapevtskih, neka znanja se dobijo, razne srečanja skozi to psihodramo in skozi psihodramske izkušnje. In ono, kar je zelo pomembno, da sem tam v sredini 90-ih začel voditi edukacijo iz psihodrame, tako da sem prišel na eno idejo in ne bi rekel, da je to ideja, to je prišel kot neka potreba, da se to, kaj delam, da prevedem v tekst. In to je bil neki izziv, ker moja ideja je bila, da to, kaj se dogaja v procesu educiranja, vse te stvari, ki so pomembne za nekoga, ki se hoče ukvarjati s psihodramo ali s psihoterapijo, morda nasploh, da prevedemo en tekst, da to dobi neko formo drugače, ne samo, da se dogaja, ampak da to izkušnjo prevedemo v neko formo, ki bo trajala naprej. In to je bil glavni neki motiv. In po eni strani je to pisanje, zaradi tega meni bilo relativno enostavno, ker sem pisal to, kaj delam, tako da to ni bilo nekaj novega. A po drugi strani sem več čas se vprašal, a je to res tako jasno, kot je v moji glavi. Ja? In to je neki, verjetno izziv, ko vedno, ko pišemo nekaj. In potem sem konsultiral kolege, ki si jim dal neke delove tega teksta, da bi brali. In oni so videli, da to, kaj piše, tam je res, kot se dogaja v realnosti. To mi je bilo zelo pomembno. In tako je to trajalo. Glavna stvar je bilo tudi imeti dovolj časa. In mislim, da je eno od glavnih
nekih tako faktorjev, ki so mi pomagali, da bi napisal to knjigo, to je, da sem se preselil v Slovenijo. Dok sem bil v Beogradu, nič nisem mogel da napišem, ker ni bilo časa. No? Staj naenkrat sem dobil dosti časa in sem lahko pisal. Tako da je taj faktor zelo pomemben bil. Ja. Ja, krasno, res. Moram reči, da sem presenečena nad tem, da lahko rečemo, da ko se preseliš v Slovenijo, imaš naenkrat toliko velik čas. Ne, verjetno toliko časa sem dobil. Toliko časa? Ja. Čo bi prej pomislil obratno, ne? Ne. Ampak ne, ni, le. To je vse v slovo motion se ne. Ja, tako da super. Ja, pisali ste jo pa kar nekaj časa, ne? Jaz sem začel, da pišem to, mislim, 2011. Ja. 2010, 2011 je mislim. In sem pisal dobrih 4 leta. Nekaj več kot 4 leta. Mora čak 5 let, ne vem. Ker nisem pisal kontinuiteto. Jaz sem pogledal tvoj file, pišel Properties. Od maja, kaj že, 12 do, ko si poslal meni leta septembra 17, si 199krat si obnovil dokument, ene 7000, kaj že ura, kako že sem potrošil. To je neuloviva stvar, to pisanje, v mom primeru. A ne, kdaj nehati tudi, ne, v bistvu, kje narediti nek konec? To je drugo vprašanje, ampak dokaj sem pisal, to jaz sem pisal v etapah, pa pišem naprej intenzivno ene periodu, potem pustim tu stvar in par mesecev nič se ne dogaja, ponovno začnem pisati, tako je to išlo iz več etap. In da, to, ko ste rekli, ja. Kdaj se odloči, da je konec? Teoretično gledam, ja bi mogel da še da pišem to knjigo, ali to ni konca. In potem sebi nekako določim, da to je to za taj moment. In potem sem bil zelo zadovoljen, ko sem res sebi to nekako sam naredil, odločil se, da je to konec zgodbe. Zaenkrat. Ja, jaz vas vabim dejansko, da knjigo kupite, da jo vzamete v roke, da jo preberete, ker moram reči, da sem jo dejansko tudi jaz prebrala v enem kosu. Ena etapa je vmes bila pauza, ampak v enem kosu, ker je res krasno. Takoj te potegne noter in tudi konec je ravno prav, tako zaključiš in ti je super. Zdaj pa, ja, res super knjiga, no, iskreno priporočam. Zdaj mi pa mogoče, to mi tebi eno vprašanje in sicer spoznanje, da je sprememba mogoča, je za paciente še posebej na začetku terapije pomembno. Prav tako pa tudi plastičnost psihodramske metode, ki omogoča, da je sprememba jasno vidna in da so njene nianse bolj prepoznavne. Zato me zanima, a si tudi ti na začetku edukacije tako jasno videl, kam te bo psihodrama kaj ti bo prinesla in kot gledališkemu ustvarjalcu in kot terapeuti, kako si se sploh srečal s psihodramo za tiste, ki tega še ne vedo? No, odgovor je, da ne, ampak jaz sem hotel sam, da ne bi pozabil, v zvezi s knjigo, glede na to, da smo zaradi nje tukaj. Ja, mogoče reči to, da v bistvu slovenščini do zdaj smo imeli, mislim, smo dobili kaj v zvezi s psihodramo šele nekaj let nazaj, v nekem izboru, v nekem prevodu. Tako da v bistvu smo res potrebovali nekaj v slovenščini. In zdaj je ta knjiga prišla in ta knjiga je dobra, ker ni niti, kako bi rekel, ena taka površna, ali pa deva rekel, taka knjižica, ki bi obravnavala psihodramo na en tak samo nek preveč osnoven način in ne bi bila intrigantna, ne bi bila zanimiva, ali pa na drugi strani, da to ne bi bila neka literatura, ki bi bila preveč hermetična in kako bi rekel, nedostopna. No. To pa se mi zdi, da je super kombinacija, ker je užitek po moje obrat in za ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki se ukvarjajo s psihoterapijo ali pa psihodramo ali pa imajo kakršnokoli stik ali s psihiatrijo, skratka stroko, no. Po drugi strani pa po moje bo zanimivo tudi gledališkim ljudem oziroma ljudem, ki jih pravzaprav ta tema zaintrigira. Mislim, stvar je dovolj komunicira in dovolj strokovno se mi zdi intrigira. No. In tako da zame je tudi bil užitek brati to knjigo in noter je cel kup enih takih malih pisarčkov,
ki bi si jih jaz izpisal. No, jaz so psi. Ja. Res je, tudi kasneje bom mogoče še najmanj enkrat poudarila, da dejansko je knjiga narejena na način, da ti spontano daje vprašanja na odgovore, ki se porajajo med branjem. Se pravi, dejansko pride do ene take domačnosti med bralcem in knjigo in je mogoče za čiste začetnike, ki se ne posvečajo to k temu, mogoče ne gledališču, ne sami psihoterapiji ali pa psihologiji, je malček težka zaradi terminov, ampak se splača prebrati, zato ker se lahko pogledaš verjetno, kako če se ne razumeš. To, da je dejansko namenjena vsem, ne bi jo moglo vrstiti samo v priročnik, temveč tudi za... Se pravi, obravnava bazične pojme, s katerimi se srečaš ti v psihoterapijski edukaciji in tako naprej, ampak jih obravnava na en izviren, svež način. Zdaj pa kako si se ti sploh srečal s psihodramo? Jaz sem se srečal s psihodramo na eni delavnici, jaz sem se ukvarjal s igralskimi metodami, to me je zelo zanimalo. Zanimali so me različni pogledi, dajmo reči, na igro. Za igro sem se pa začel zanimati zaradi tega, ker se mi je zdelo, da obstaja neka diskomunikacija med tem svetom režiserjev in svetom performerjev. Se mi je zdelo, da bi se dalo to malo bolj tam komunicirati, kot sem jaz videl, da se komunicira. In to me je pripeljalo spontano do interesa za to, kaj se dogaja tam z igralcem. In potem sem naletel tudi na enega dramaturga, Milana Madžareva, ki se ukvarja tudi s psihodramo in se ga povabil, da naredi neko delavnico in je potem naredil eno serijo delavnic in sodeloval tudi pri enem procesu tukaj v Mladinskem gledališču. In to je bilo, 20 let nazaj. In je mene to dovolj potegnilo, to sem bil neka intenzivna čustva, nekaj se je dogajalo, kar mi ni bilo čisto jasno, kako se to dogaja. Nekaj v zvezi s telesom in prostoru in kar nekaj se... In sam sem imel zelo pozitivno izkušnjo, ko sem bil protagonist v teh delavnicah in parkrat. Tako sem nekaj pismo mogoče vesti to v edukaciji. Nobenega interesa, nisem bil za terapijo in nikoli si nisem predstavljal, da bi se lahko s tem ukvarjal. Mene je zanimalo to tako, stališče ali teatra. In potem se znajdel v tej edukaciji in me je začelo postopoma zanimati vse drugo v bistvu. Se pravi, kar naenkrat sem dobil interes, ne kar naenkrat, ampak postopoma sem dobil interes ravno za vse tisto, kar seveda prej sploh nisem vedel, da obstaja in za kar nisem vedel, da v bistvu v teatru pogrešamo to. Recimo. Mislim, kot prva stvar, kot prva stvar sem se znašel v terapiji, ki mi je bila še kako potrebna in ki mi je spremenila življenje in za katero nisem dejansko vedel, pa dovolj vedel, da mi je potrebna, čeprav je v bistvu vse v mojem življenju klicalo potem, glede na to, da je pokalo po vseh šivih. To je bila prva stvar, v bistvu, ki me je spremenila in s tem je spremenila mene kot ustvarjalca ali pa mene kot pedagoga in tako naprej. In vse povezano, dajmo reči, s nekimi s procesi, ki so povezani s spremembo, je nekaj, kar me je začelo intrigirati. Ker sem videl, da recimo v svetu, iz katerega sem jaz prihajal, pravzaprav je bolj vladala ideologija, kjer sprememba ni možna. Na nek način. Neka ideologija, kjer so stvari statične. Nekdo je tak, kot je. V bistvu, ne? In mogoče sem jaz tudi sebe obravnaval, da jaz sem tak, kot sem in se ne moram spremeniti in tako naprej. Ne? V bistvu pa en psihoterapevtski proces, ali pa proces, kakšnega opisuje tudi Vlada v knjigi, govori ravno o nečem drugem. In to pravzaprav pomeni eno spremembo ene življenjske filozofije ali pa ene ideologije. Verjetno tudi delovanja, ne samo. No, ja. Ne, pa govorim, da se nekaj temnega se spremeni v človeku, ko se ta sprememba začne dogajati. Ne? No, to je ena od stvari. Skupinski proces,
ki se mu ne posveča pozornosti, recimo na umetniških šolah. Ne. Delamo vse čas, imamo upravke s skupinami, nimamo nobenega predmeta v zvezi s skupinami, nihče ti nič ne pove v zvezi s skupinami. Skupinska dinamika je neki splošni pojmi, ki so zelo abstraktni. V zadnju tega je pa že v bistvu cela znanost, za katero se mi zdi večkrat zaostajamo v tem. Super, si že v bistvu zakorakal s tem, kar si nam zdaj povedal. Hvala. V naslednje vprašanje. Namreč za začetek sprehoda skozi knjigo bi prvemu poglavju proces terapevtske spremembe dodala kar še podnaslov knjige, sprememba skozi akcijo, kajti že na začetku branja knjige lahko začutimo in seveda tudi razumemo, da je psihodrama celovit, večdimenzionalni terapevtski sistem, ki udeležencem omogoča, da dosežejo terapevtske cilje dobesedno skozi akcijo v skupini. Pri tem skupinska kohezija v psihodrami neizogibno omogoča spontanost in avtentičnost, tudi o tem bomo malo kasneje še spregovorili bolj podrobno. Zato dovolite najprej, da preberem še kratek kolaž pomembnih odlomkov, ki so osnova za nekaj vprašanj, ki sledijo. Na vzdržanje dejansko predstavljamo knjigo in je fajn, da malo začutite, kako vibrira. Videnje spontanosti kot ključnega parametra psihičnega zdravja je povezano s študijami, ki kažejo na pozitiven odnos med spontanostjo in psihološko dobrobitjo, samoučinkovitostjo in samozaupanjem, ter na negativno povezavo med spontanostjo in tesnobo, stresom in obsesivno-kompulzivnimi tendencami. V terapevtskem postopku psihodrame je razvijanje spontanosti samo po sebi vrednota in istočasno predpogoj za novo vrednoto ustvarjalnost. Nasprotje spontanosti je robopatija, slikoviti izraz, ki ga je Moreno, torej psihoterapevt in začetnik metode psihodrame, uporabljal za opis stanja, v katerem oseba deluje v ozko omejenem krogu ponavljanja stereotipnih obrazcev vedenja. Uhojeni, togi, znani, varni modeli vedenja privedejo do mentalne lenobe in z umikanjem, izogibanjem, obsesivnim ponavljanjem dejanj do celotnega spektra nevrotične simptomatike. Doktor, lepo, ne? Noro. Res zanimivo in bi rekla, da drži vsaj po mojih ocenah. Doktor Milošević, nam lahko navedete primer iz prakse, zato da nam tako bolj slikovito prikažete, kak je drnato, s katerim bi nam ponazorili transformacijo od robopata do enega tako bolj spontanega, avtentičnega posameznika, ki mu je to seveda uspelo s pomočjo psihodrame. Pa dosta je takih primerov, zdaj se mi hodijo skozi glavo razne situacije iz terapije, ampak v bistvu je v tem, da vsak, ono, kaj mi v psihiatriji ali tudi širšo psihoterapiji govorimo, pogosto v okviru določenih diagnoz. Vsaka diagnoza pomeni hkrati pomanjkanje spontanosti. Jaz sem to omenil obsesivno, kompulzivno, ker je možda najbolj jasno, ampak vse druge kategorije ali vse druge določene patologije so v osnovi pomanjkanje spontanosti. Vsaka problematika psihiatrična pomeni, da določena oseba funkcionira v enem oskem okviru svoje dejavnosti, ki je določen strahom, ki je določen prejšnjimi izkušnjami, ki je določen z raznimi negativnimi predvidevanji prihodnosti in tako naprej. Skozi psihodramo se omogoča najprej protagonistu, udeležencu psihodrame, da se osredotoči na to, kaj je zdaj, ne kaj je bilo, ne kaj bo, ampak da vidimo, kje smo, kaj je zdaj. In da stvari iz preteklosti, ki ga omilujejo, prevede v tukaj in zdaj in iz tega lahko skozi igro, skozi psihodramsko akcijo, najprej raziskujemo te korenine samega konflikta. Ja ne bi zdaj, da določene seanse povedujem, kjer mislim, da bi to bilo malo preveč v tem momentu, ampak princip je taj, da se skozi psihodramsko akcijo udeleženec najprej raziskuje korenine svojega notranjega konflikta in iz te nove izkušnje naredi premik k spremembi. In taj proces zahteva spontanost. Taj proces zahteva igro.
psihodrama je bazirana na scenski igri. In psihodrama uporablja, ja bi najraje rekel, jezik igre. Vsaka psihoterapija ima svoj jezik. Psihodrama uporablja jezik igre kot en jezik, ki je nama najbližji. Kot svi smo bili otroci, svi smo se igrali. In skozi življenje mi pozabimo na to igro. Ker igra ni resna, igra je nekaj tako neresnega, ali nepomembnega. V bistvu taj naš notranji otrok, ki išče igro, kot da je nekako pozabljen skozi te življenjske izkušnje. V psihodrami odpremo možnost, da taj notranji otrok ponovno zaigra, da pokaže svojo spontanost in je uporabimo v procesu spremembe. In to je jezik, zato je psihodrama funkcionalna, pomaga v terapiji svih kategorij pacijentov, ker ni nujno, da je nekdo psihoterapevtski izobražen, ali niti da ima razvit taj psychological think, psihološko razmišljanje, ker igra je ta, ki je vsako razume. Vsako razume svojo igro. In skozi to, ali gre za nekog, ki je zelo izobražen oseb, ali nekog, ki nas sploh nima nobene šole, je sasvim vseeno. Manje reč sasvim vseeno. Ker skozi igro bo dosegal uvide, to bo dosegal spremembe. Ogromno izkušnje, na primer, evo zdaj, ko ste me že vprašali, mi je padlo na pamet, ene izkušnje pred leti, zdaj vam je lažje. Ok. Spomni se te pacijentki, to še dok sem delal v Beogradu, gospa je prišla na zdravlje, naš inštitut, po enem poskusu samomora in je bila na oddelku in zdaj se vključila v mojo skupino. In taj poskus ne bil tako, ko je po enem konfliktu s mamo svojega moža, to je tašča, ja, to je folklorna zadeva, je bilo zelo obizadete, razočaranje, šla ven in je skočilo v eno reko blizu njihove hiše, oni so jo rešili, izvedli so in je potem so je prišli na zdravljenje k nam. In zdaj smo mi odigrali to sceno, kaj se dogajalo v tej hiši, s to taščo, taj konflikt smo odigrali, a da, bo zdaj bi se reči, da ta oseba ni, kako se reče, pismena. Ni pismena, nisem se reči slovenče, ja? Ni pismena, nobene šole nima, nobene izobraževanje, ki bi joj pomagalo v nekem procesu terapije. In ona je odigrala to situacijo s svojo taščo in jaz sem v tej sceni vprašal, a vas to spomni na neko drugo situacijo v življenju. In ona je nekaj se ustavila, rekla, pa ja pričakujem zdaj od moje tašče, da dobim to, kaj nisem dobro od moje mame. Gledajte, v nekem običajni psihijatrični zadevi ali v nekem običajnem psihoterapevtskem procesu, da bi nekdo brez nobenega šole, brez nobene pripravljenosti za psihoterapijo, takšno kako jo poznamo, prišel do takega uvida in razumevanja svojega trpljenja, bi rabili ne vem koliko časa. V tej gospe, zahvaljujoč igri, ker se to dogaja, ker se vidi, ker ona začuti to, ker je v akciji, neverbalno tudi prepozna stvari, je ona ima te uvidi takoj. Ja, tu je moč psihodramskega procesa, ja, točno, da enostavno ne rabiš razumeti, ampak lahko doživiš. To je absolutno zelo tudi čutiti, ko bereš knjigo, kaj še več bi se odločili. Namreč psihodrama, naj povem v tem trenutku, ni samo za, da rečem, terapijo, se lahko tudi urijo ljudje raznih veščin in pomaga, da se sprostijo, da se mogoče nekaterih svojih notranjih resnic samo zavejo, ni treba, da je zdaj vsaka stvar patološka. To mi je, jaz bi se posebno še malo podmotila pri pojmih logopatija, spontanost, avtentičnost, že zaradi tega, ker mi tudi v gledališču ogromno, krat govorimo o tem, koliko je propristen, koliko je spontan. In me zanima, kaj pravzaprav tebi dejansko pomeni ta spontanost in avtentičnost? Je možno, da je nekdo spontano neautentičen? Je možno, da je nekdo
ne vem, avtentično, mislim, zanima me, kaj dejansko pomeni spontanost. Zanimivo, spontano neavtentično. Mislim, kako sploh določamo avtentično? Čisto bi rada mogoče malo, zato ker na vse zadnje, lejte, ta vprašanja so se porodila v moji glavi, ker sem prebrala knjigo, kdo ve, kako boste vi imeli inteligentna vprašanja, če jo boste prebrali. Tako da, veliko govorimo o spontanosti in avtentičnosti tudi sicer v življenju in sploh pa v gledališču, ker smo tle v gledališču in ker je psihodrama naša glavna zvezda. Kako ti doživljaš to spontanost? Ali pa kako vidiš pomanjkanje spontanosti kot režiser ali kot terapeut? Mene v bistvu ta dilema, mislim pravi, okej, to je ful eno široko področje, se odpira zaradi tega, ker je to v teatru ena taka tema, se pravi. Ja, je ena taka tema. Ampak to, kar je meni zdaj zanimivo, se pravi, moram, torej, prej ste rekli, kako že, ni treba da razume, ampak lahko doživi. Doživi, ja. Okay. No, ampak to, kar je zanimivo pri psihodrami, pa je meni v bistvu nekaj popolnoma drugega, da sploh ni na ta običajen način ločevanja, se pravi, te procesi in kognitivni procesi in procesi čustvovanja in telesni procesi, vse to se v bistvu dogaja v akciji in v tem je nekaj edinstvenega. Torej, te procesi, ki so sicer v psihoterapijah na nek način tako strogo ločeni, tukaj v bistvu niso ločeni in potekajo po neki naravni poti, če tako lahko rečem, ali pa po neki neovirani poti, in ta pot pripelje do spontanih uvidov, ki so popolnoma kognitivne, miselne narave, oziroma pride do, celo Moreno uporablja termin, ki mu reče mentalna katarza. To pomeni, Moreno ne zanima zdaj samo izliv enih čustev. To, kar bi nekdo na prvo žogo tako pomisli, super, jaz se reji, psihodrama je nekaj, ko nekdo, ko se nekdo spuca. Ne, on govori o mentalni katarzi, ker hkrati s to čustveno, tako zelo intenzivno čustveno katarzo se tako zgodi, da bi se te lučka tako prežgala in ti vidiš, kako protagonist nekaj zapopade, nekaj zašteka. Do spoznanja pride. Tako, pride do uvida. In ta uvid to je zelo racionalen, če hočete, zelo miselen uvid. To je prepoznavanje in iz tega prepoznavanja se rojeva tudi, bi rekel, ena nova ogretost ali pa spontanost za nek nov odziv. In to pomeni, da v bistvu spontanost ni neki, ko bi rekel, na prvo žogo neko, zdaj, nekdo je neki not tam v nekem To sem želela, da pojasniš, da ne bi bilo mislil, gre zdaj za nekaj. Mislim, Grotovski je znal vprašati, ko je bilo govora o nekih delavnicah spontanosti, njegovo vprašanje je bilo, koliko je bilo zlomljenih nosov. Zaradi tega, ker se je na Zahodu razumela ta svoboda, osvobajanje se je razumelo kot osvobajanje na način, da opletaš z rokami in da mahaš po drugih. Ne gre sploh ne gre ravno obratno. Najbolj pogosto se dvigne spontanost in se dobi želja po novem odzivu iz distance, če hočete. Jaz sem recimo Brehta začel zares razumeti, da dojemati tako plastično, živo, intrigantno skozi psihodramo. Verjamem. Verjamem, res, absolutno. In zdaj govorim samo zaradi tega, da bi poudaril to, da ne gre tukaj samo za neko pristnost čustev. To je mogoče nekaj, kar te lahko fascinira, če te čustva zanimajo, nekaj na prvo žogo. Seveda, v psihodrami se lahko dogajajo zelo intenzivno in se po naravi stvari dogajajo zelo intenzivna čustva. Ravno, zato, ker se veliko govori o spontanosti in autentičnosti, je fino, da smo danes malo tako ne razbili, se ne da predvidejo, kaj to misli, ampak fino je povedati na ta zelo konkreten način, kot si ga ti zdaj postavil, da je dejansko, kaj je spontanost in da... Sem še povedal, kaj je spontanost, ampak... Si pokazal. Sam si mahal z rokami. In si rekel, da to ni to. Ker ima zanimive, mislim, ker Moreno je razvil, ker ima zanimivo definicijo tudi Moreno. Mislim, Moreno je razvil neko svojo filozofijo.
Da se razumemo, Morena treba brati po moje z distanco, da te, ker on je čisti megaloman, ne? Yes. Okay. Ampak je treba razumeti tudi kontekst časa, v katerem je on to počel. In kontekst časa, v bistvu v tistem času, on ni bil oborožen s teorijo in z vsemi informacijami, s katerimi se lahko ti oborožiš danes, in je moral pravzaprav ogromno stvari, je bil pionir, no, seveda se to je. Ja, ampak hkrati na več področjih, v bistvu. On je eden od pionirjev sploh razumevanja, kaj en skupinski proces je. Govorimo o času, on je to izumljal v času, ko sploh še niso razumeli, da je skupina, ni samo seštevek v bistvu enih posameznikov. Ne, danes to nekako, mislim, danes je to blizu, danes torej, kaj je spontanost to? Po njegovi definiciji je to nov odziv na staro situacijo. Nov odziv na staro situacijo. Ali pa adekvaten odziv na neko novo situacijo. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Pomeni zelo preprosto, recimo, nam težavo, ki jo imamo v življenju, je, ko se najdemo v nekem vzorcu, ne? Ko se ti dogaja eno in isto. Ne? V odnosu pismo ti rečeš, je demo sunce, spet, ne? En in isti odziv, eno in isto stvar, na isti način doživljam, bi rekel, nek določen odnos, neko določeno situacijo, ali v odnosu to do... Želiš pa spremeniti to, ne? Tako. In se čutiš v tem nemočen. Se čutiš v tem na nek način zabetoniran in to frustrira. In ne pomaga nobeno razumevanje, ne pomaga. Ne? In zdaj vprašanje je, kako priti do te spremembe, in pravzaprav Vlado o tem piše v knjigi. Ja, ta sprememba se zgodi skozi en zelo specifičen proces, ki dvigne ogretost, ki protagonista prepelje na nek način v stik z nekimi izvornimi čustvi ali pa z nekim sržjo problema, ne, kjer je ali neka potreba ni bila zadovoljena, ali so bile neke meje prekršene. Ali pa že lost in translation, ali pa izgubljeno s prevodom. Tudi to se dogaja doskrat, da živimo z nekimi resnicami, za katere potem kasneje lahko ugotovimo, in se mi zdi, da ravno skozi psihodramski proces lahko dejansko na najbolj neposreden način dojameš uvid, doživiš ali pa spoznaš, kako si v bistvu nekaj, ko si bil mehano tudi narobe, in te to osvobodi v tistem momentu tega živega igranja in tega živega uvida. Ali ni nujno, da razumeš narobe, ja? Lahko doživiš kot izkušnjo. Neki vzorci, ki se človek, ki jih oseba pobere iz otroštva, verjetno so v tem momentu bili morda edine možnosti za preživetje. Za preživetje gre. Ampak problem je v tem, ki se oni ponavljajo v situacijah, ki ne zahtevajo to. No? In to je ta zaprtostojen vzorec, ki je nespontan, ki je patološki, ni nujno. To je premočna beseda. Ampak in ta vzorec, ki je bil v eni situaciji adekvaten, ki je bil, morda je rešil človeka, če ga ponavlja človek naprej, kot edini možni, začne biti disfunkcionalen. Zdaj, mi v psihodrami pripeljamo skozi igro do korenine take disfunkcionalne forme vedenja, da bi človek razume sebe, kao kot ta moja gospa, ki se me zdaj omenila, ja pričakujem od moje taše, da bo božje kot moja mama, oziroma da se nauči, da ne pričakuje to, kaj ne bo dobila, ampak na drugi način ustvarja. To je esencija psihodrama. Navrli me, tako kot na muze, zmeraj naletimo v gručah. Nihče še ni naletel na dobro načelo, ki bi zamevalo v prsih kogarkoli. Pod ta navedek je podpisan Buda in z njim ste začeli poglavje Psihodramska skupina kot avtopoetski sistem. Se pravi, smo tukaj pri skupinah in zato bi res izkoristila dosto, da nam uživo še bolj, nekako mislim, ne še bolj, ampak tako bolj mogoče poljudno, približate vsebino tega poglavja v tisti sporočilnosti, ki do bralca pride skozi pojem oziroma fenomen avtopoetskosti. Na začetku poglavja lahko sicer preberemo, da izraz izhaja iz naravoslovnih znanosti in se nanaša na biološke sisteme, ki se prek procesov notranjih interakcij preoblikovanja nenehoma obnavljajo in da takšni notranje sistemski procesi privedajo do ustvarjanja komponent biološkega sistema, ter so zmožni sami sebe ustvarjati in vzdrževati.
Jaz bi rada, da nam spet ali s primerom ali pa z neko svojo zdaj trenutno asociacijo malo bolj približate tudi to vprašanje, kako se to dejansko manifestira v psihodramski skupini, oziroma a se to preneha, ko protagonist zapusti skupino, ali obstaja nevarnost, mogoče, da se ona veže na skupino, da potem, ko odide, da nekako ne zmore sam. Da malo to delovanje skupine na protagonista, na posameznika nam približate. Ja, v tem poglavju tretiram skupino kot avtopoetski sistem. To pomeni, da ta paralela je funkcionalna, da tako rečem. Skupina ima, ni samo, kot je Tomi pomenil, niso samo se zbrali neki ljudje, skupina ima svoj neki proces, ima svoje vrednote, ima eno more interakcij, ki se dogaja. In cel ta proces skupaj s psihodramsko igro določa vrednoto same skupine, odnosno omogoča en temelj, na podlagi katerega se bo naredil naslednji korak. Oziroma, skozi psihodramsko akcijo priberemo do neke nove izkušnje, neke nove vrednote. Ta nova vrednota je nekaj, kar se dogaja kot nova vsebina v tem avtopoetskem sistemu, da cela skupina, ki je vodena od strani terapeuta, ampak skozi cel taj proces interakcij, kreira eno novo vrednoto pri nekemu od tih protagonistov. Naprimer, da se vremo ponovno ta primer te gospe, nova vrednota je bil uvid, da je njeno pričakovanje neadekvatno. Znači, ona je živela do zdaj brez tega saznanja. Zdaj je iz te izkušnje psihodramske dobila neko novo saznanje. Tako da, to, kar ste vprašali, če ko ona zapusti to skupino, ona gre naprej s to novom izkušnjem, s novim razumevanjem sebe. Tako da, ta nova, ja to trenim kot neka nova vrednota, notranja, ne v moralnem smislu vrednota, ampak to je ena vsebina, ki človek dobi. Ona zapušča skupino in gre naprej skozi življenje, ampak z nove perspektive zdaj gleda na sebe v odnosih do drugih. In to je to, kaj bo ona ponesla. In recimo, če bi ona čez čas želela spet prijeti, bi normalno prišla v skupino in kakšno drugo stvar, drugo vid doživela. Se pravi, je tako, to prihajanje, odhajanje je nekako... Skupina ima svojo, skupina je relativno zaprta. Skupina traje v enem stalnem sastavu en določen čas. To je dobro, da ste to meni, ker pogosto ljudje mislijo, psihodrama je en dogodek, ljudi so se zbrali, tu se je dobila ta akcija, nekaj se je zgodilo, neka katarza, kot se ti omenjal, in to je to, konec zgodbe. Ne. Ta skupina se nadaljuje vsak teden, naprimer, optimalno enkrat na teden, v istem sastavu, ali, naprimer, da se skupina je, ponavadi so poloodprte skupine, v kateri neko pride enkrat ali dvakrat na leto, se skupina odpre in tako funkcionira. In zdaj, taj sastav, ki je relativno stalen, omogoča zaupanje, omogoča eno kohezijo, omogoča več podpore, ki omogoča nove korake v terapiji. Tako, da ne gre za enkraten dogodek, če je bilo pomislil, da lahko malo pride. Se malo To so takšni dogodki, ampak to ni psihoterapije. Ampak vendarle, recimo, kdaj nekako od psihoterapeut me zanima, zdaj to mi jaz sprašujem, kdaj nekako vendarle veš, da se mogoče kdaj ali veš, ali začutiš, ali kako se to skupaj skupina dogovori, da se protagonist sam tudi izrazi, da se mogoče neke stare rane njegove ne bodo odpirale, ko bo zapustil skupino, kako se ve, da je on dosegal neko to stopnjo. A je še gotovost v tem? Ko čisto me zanima, da ne bo v podobni situaciji, recimo, kot se je zgodila, zakaj te to sprašujem, povedala, ker kot režiser, recimo, na nek način tudi vodiš neko skupino in nekako lahko to ločiš, če lahko čisto preprosto, kdaj je zrela za, ne vem, uprizoritev, recimo, ali kdaj je kakšen igralec dosegel neko stopnjo, ko lahko malo samostojno na nek način naprej ustvarja. Kako pa tlele pri psihoterapiji tudi imaš ta občutek, ali to skupina določi, da je nekdo dejansko te svoje zdrave, mislim, z neke rane, z uvidom,
dejansko pozdravil, če lahko uporabim to besedo? Mene je pri psihodrami v edukaciji ena od stvari, ki me, moram reči, pritegnila in prepričala, da mi dala ve, da gre za neko kredibilno metodo, je, da to pač ni nek magic trick. Se pravi, psihodrama ne obljublja, zdaj pa je to nek, ko bi rekel, neka new age metoda. Ne, se ne iz tega ven, ja. Ti govoriš, kaj tebe pritegnil, ja. Se bom prišel do odgovora, ampak se mi zdi, da je ta kontekst ful pomemben, zaradi tega, ker je veliko nekih metod, ki na nek način obljubljajo to spremembo, magično spremembo, ki se bo zgodila z nekim magičnim dogodkom. Ne? In psihodrama je v bistvu lahko tako silovit dogodek, da ustvarja lahko to iluzijo, zdaj je pa moje življenje rešeno, v bistvu. Zdaj pa poletel tam in tako naprej. Ampak v bistvu se spremembe, trajne spremembe se ve, v bistvu v psihoterapiji, mislim, gre za mesece in gre za leta, da bi prišlo do nekih trajnih sprememb. Iz zelo preprostega razloga. To, kar se začne dogajati, ta sprememba, ki se tukaj dogaja, ni neka virtualna sprememba. To je sprememba, ki se dobesedno dogaja v možganih. In ta nov odziv, ki se ustvari, je dobesedno nova povezava. To je nova asociacija, ki se fiziološko vzpostavi v možganih. Sprej, to ni nekaj abstraktnega, to ni neka stvar, samo nekega feelinga, to je močno in silovito doživetje ali pa nek uvid, ampak ta uvid se manifestira tudi fiziološko. In zdaj, več kot je možnosti, da se v bistvu, da se te nove poti ali pa nove asociacije krepijo, bolj trajna bo neka sprememba, ampak pričakovati pa, no zdaj jaz, se prvič v življenju soočil, lupam, z nečim, kar je determinirano moje življenje do tega trenutka. Zdaj govorimo o nekih najbolj primarnih odnosih. Zdaj bom jaz prvič delal na temi svojega fotra ali pa svoje mame in to bo pa zdaj sprememba se zgodila tako. Okay. Super, da si to povedal, če slučajno kdo od prisotnih dejansko misli. Ne, pač, ker je to in zaradi tega je ključna v tem, zaradi tega je govora tukaj o skupini. Ne? Zaradi tega psihodrama ni samo, v psihodrami ni pomemben samo protagonist, ampak je pomemben vsak član skupine in ti lahko greš skozi psihoterapevtski proces tudi samo kot član skupine, ne da bi delal eno psihodramo kot protagonist. Ti lahko v bistvu greš skozi zelo kvaliteten psihoterapevtski proces, v katerem si tudi udeležen skozi igranje pač vlog, ki so ti dodeljene, ali pa tudi, zdaj teoretično, če bi se to zgodilo, da ne bi igral nobene vloge, ampak si samo del skupine, si del procesa in ta proces bo terapevtski. Mislim, ti lahko enako doživljaš uvide, mislim, enako... Seveda, tako kot tudi nam se zadnje dajmo reči, tudi včasih uvide doživimo tudi kot gledalci, ko gledamo kakšno predstavo in tudi samo kot spremljevalec lahko doživiš marsikakšen uvid, ki se tudi zgodi kot fiziološka sprememba. Ja, super. Sigurno nas pogosto spomnite, da je cilj psihodramskih tehnik spodbuditi pač spontanost pri protagonistu in angažirati njegove kreativne potenciale, kar predstavlja esencialno vrednost psihodramske terapije. Glavno gibalo terapevtskega poteka psihodramske metode je zamenjava vlog, je centralna tehnika in čeprav ena od mnogih, vendarle bistvo psihodrame. Tako nekako, mogoče bi naše občinstvo danes zanimalo, kako se pacienti oziroma klienti najpogosteje odzovejo, ko se prvič srečajo, oziroma ko prvič pač uporabijo zamenjavo vlog. Tako malo, Da, pa, ko nekdo prvič pride na psihoterapijo, na sploh na psihodramo, tudi pogosto ni pripravljen za to vse, kaj se bo dogajalo. Pogosto ljudje pridejo in reč, pa dobro, pa nisem ja igralec, pa kako ja bom igral, pa kako zamenjam kakšno vlogi in ni to zame. Ampak to je en predsobe, ki traja prvih 15-20 minut terapevtske izkušnje. Zelo hitro se spodbudi taj naš igrivi del naše osebnosti. In ljudje, ki nimajo nobene izkušnje s teatrom ali karkoli, ki pride v psihodramo zaradi terapije ali zaradi nekih novih izkušnj življenjskih, dela na sebi in rast osebnega,
zelo hitro pridejo v igranje in zamenjavo vlog. Smisel zamenjave vlog je med drugim je ta, da oseba vidi sebe iz perspektive drugega. Moreno je to napisal, otprilike, ja bom vzel tvoje oči, stavijo na mesto mojih, a ti bo vzel moje oči in stavijo na mesto tvojih. In ti boš videl mene s tvojimi očmi, jaz bom videl tebe s tvojimi očmi. To je nekako začetek psihodrame. In to je centralni postopek v psihodrami. Omogočiti sebi, kot klientu, novo perspektivo lastnega funkcioniranja, lastnega vedenja, novo razumevanje samega sebe. In zdaj, ljudje, ko pride nekdo v skupino in novi član skupine in se vključi v psihodramsko igro in igra določene vloge in je to angažiran in tako naprej, pogosto je presenečen s tem. Ja, mislim, to sem tudi omenil v knjigi. Zanimiv je, da mlad človek je prišel v skupino prvič in je bil nekoliko pripravljen na to, da se tamo igra v skupini, ampak ni vedel, kaj je to. In zdaj ga je protagonistka povabila, da bo igral na odru njenega partnerja. Zelo pomembno vlogo. Ona se ukvarjala s to svojo partnersko zgodbo. In on je skozi celo akcijo bil manj več čas na odru, igral razne situacije z njo, tu se veliko tega dogajalo. In zdaj, na koncu, ko se zaključi psihodramska akcija, to je zdaj bil konec, mi smo sedli v krog nazaj, da podelite teh izkušenj, in on sharing, to je slovenska beseda sharing. In zdaj, ko smo se usedli, on je rekel, se obrnil proti meni, on je rekel, meni so rekli, da se tu nekaj igra, a da bom radi šerberžje, to mi nobeni povedal. Je presenečen, je nekaj novega. To je zanimivo, ko govorimo o uporabi igre v nekakvim kliničnem kontekstu. Ko govorimo o psihodrami v bolnišnici, naprimer. Psihiatrične institucije so takšne, da je cilj, da je vse umirjeno. Da se nič hudega, nič dramatičnega ne zgodi. Če ste v psihodrami, nekaj se mora dramatičnega zgoditi. In zato je moramo pripraviti kontekst, da bi mogel, da funkcionira psihodrama v kontekstu. In to je izziv ne samo za voditelj, ampak nekako za celo inštitucijo. In so številne anekdote, da ne bi se ponavljali, kaj se to vse doživi in vidi. Mogoče je naredila ena blooperse, ali kako bi rekla, k tej knjigi sestavljeno iz anekdot. Organizator, jaz nimam ure pri sebi, koliko približno še imamo časa, da vidim, koliko prešarla, ko še od teh 100 krat. Tle nekje smo 10 minut. Dobro, bomo to preskočili, Ne vem, kaj preskačem. Res je, ogromno enih vprašanj se pojavil, takole knjiga je dejansko pravi navdih, če lahko tako rečem. Res, mogoče bi vse ne izkoristila to, da tukaj imamo tej dvojni vlogi, da rečemo, in da malo čisto sproščeno povemo o imenu psihodrama. Jaz sem vam že takrat povedala, da sem od Cankarja povabila pač svoje prijatelje, znance in tako klijente, da je ena rekla tako, joj, ne, hvala, sem slišala za psihodramo, k meni že je tako psihodrama, tako malo, too much, in smo se bolj kao, težka beseda, tako psiho pa drama, in smo se bolj malo hecali, če bi bila psihokomedija, a bi ljudje to, kako bolj, govorim seveda v širši javnosti, bi se bolj sproščeno odzivali. Me pa vsekakor ta vaša izkušnja s tem, kako ste že, ko ste študirali, koliko je bilo to nekih različnih terminov, kako je v srbo-hrvaščini prevedeno, kako dejansko tudi, to sem hotela reči, to mi ne, da kot vi tam zelo lepo nekaj napišete v tem zadnjem poglavju, prvo tebe, da te bom vprašala, kaj ti misliš o tem, kaj je zdaj to, ko se vsa ta nekoliko vznemirjujoča terminologija postaja posebej zanimiva, ko razmišljamo o nekom, ki se odločil za edukacijo in psihodrame. Kaj od začetnika in tudi od edukacije pričakuje? Da postane psihodramatik z novim pogledom na svet in kozmos, ali režiser, ki najverjetneje ne bo režiral gledališčnih predstav, ali producent, ki se v realnosti verjetno ne bo ukvarjal s scensko produkcijo, ali terapeut, ki se imenuje nekako drugače. Ta del mi je bil zelo simpatičen in
Ja, kako si se ti, ki si že neko terminologijo iz gledališča prinesel seboj, ne, v edukacijo psihodrame, kako si se ti pri tem mogoče počutil, najprej me to zanima, ne, pa še vi dejansko povejte tisto, kako je bilo, kako se je nekoč rekel, temu režiserju, ne, je v tej to, ali pa vlada mi povejte. Stvar je o tem, mi smo se učili, naši so Angleži učili psihodramo, in oni so prihajali v Beograd in v psihodrami v Angleži ne pravijo terapeut, ampak pravijo psychodrama director. Zelo določeno, režiser, director je režiser. In zdaj, ko smo mi prevajali to v srbščino, to ni funkcioniralo, da zdaj se na medicinskem fakulteti nekdo uči, da je bil režiser. Ja? Ni medicinski, ni psihiatrija. Ja? In potem vidimo, da Angleži ne uporabljajo besedo psihodramski terapeuti. Zdaj treba najti neko adekvatno besedo. Našli smo najbolj neadekvatno besedo. To je taj moment spontanosti. Ja? Rekli smo direktor psihodrame. Ja? In meni je to tako božanstveno bilo. Ja. In to je trajalo. Ti direktori su trajali. Pa nije, ukinuli smo ih tamo u jednom momentu, sa nekog ljudi, ovo je res smešno. Ampak to je neko i tudi iskanje. I zdaj, ko ste to vprašali, koliko je zapravo ceo taj proces in educiranja in vodenja psihodrame. I na koncu pisanja te knjige jedna zelo osebna stvar. Tako da i razne dvomi, ki ih imamo, i razne nerazumevanje, rabijo svoj čas. Jednako kod terapija, podobno je edukacija, podobno je s razvojem samega terapeuta skozi naslednja leta, skozi delo, da se spreminja. Ko razmišljam o sebi kot terapeutu 10 let nazaj, 15 let nazaj, oziroma, ko sem začel da pišem to knjigo, se pravi, 7 let nazaj in danes jaz sem drugačen terapeut. To je sigurno točno. In ja vidim. Tako da je, zato je zanimivo to ko sam začetku rekao, kdaj se ustaviti u pisanju. U pisanju se čovjek mora enkrat ustaviti, u terapiji se ne ustavi, vodimo naprej. Ampak to je jedan končni produkt. In verjetno je ta knjiga put procesa ki traje nekih 20 i nekaj let. Ja sam zdaj drugi terapeut od tega, ki sam začel i od tega, ki sam začel pisati. Jer sam pisao jedan dobar interval, 5-6 let. Tako da sigurno je i u te knjigi je ta moja sprememba, kje prisotna se vidi. Jako berem, ja lahko prepoznam neke stvari. Neke stvari, ki so se vam dogajale. Ki su se dogajale, ki su uplivali na mene. To stališća ne, ona su jasna, tu su. Ampak moje razumevanje osebnega procesa je se razvijalo. In ono na začetku, ko ste rekli, da knjiga odpira vprašanja i ponuje neke odgovore, pa to je taj moj proces i kao terapeuta i u procesu pisanja. Ja, krasno. Kot direktor knjige. Kot direktor knjige. No, Tomi, kako si ti s temi, a so tebe sploh te termini na začetku? Odbija, ne? So te odbijali? Ja, mislim, da objektivno odbija. Direktor, ja. Odvisno aspiracije. Jaz mislim, da psihodrama ne more ne odbijati, kot ime. To ni privlačno, no? Mislim, in psiho in še drama zraven, to je nekaj absolutno neprivlačnega. Ampak je pa zelo točen termin, ker v bistvu govori o drami, ki je v psihi. Psihodrama je drama, v psihi to pomeni konflikt. Eksternalizacija psihičnega procesa. Zaradi tega obstaja drugši termin, ki se imenuje sociodrama, drama v skupini, v družbi. Prešinal mogoče, bom probala biti zelo
Tako, recimo kot psihoterapevt, vendarle si del neke skupine in si fiksan tam, na nek način si skozi tam, in določeni protagonisti prihajajo, kjer smo slišali, da do dlje časa traja in odhajajo. Kot režiser si pa tudi del skupine, ampak potem v enem trenutku zapustiš te svoje člane, ansambla in jih pustiš, da se naprej sami ustvarjajo. Kaj je tebi osebno, me zanima, če te že imamo tle kot gosta, kaj te bolj zaznamuje, ta slovo protagonistov, ko odidejo enkrat, ali tvoje slovo iz nekega gledališkega? Recimo, meni sploh ni blizu to poslali, to, kar ste rekli, v bistvu v teatru, jaz poskušam ostajati s predstavami, če le možno. Jaz mislim, da je to bolj normalno, kot odhajati. Recimo. Ja, tebi je bolj normalno ostajati, kot odhajati. Ja, tako je izvorno tudi teater funkcioniral. Se gledališke skupine niso imele nekih odhajajočih režiserjev tam, ali pa piscev. Se je pisal tisti, ki je ustvarjal tam na licu mesta. To je čisto posebno vprašanje in čisto posebno vprašanje je v bistvu razumevanje sploh, kaj režija je in kdo režiser je in se mi zdi, da je v bistvu in preseganje v bistvu enih pojmov, ki se mi zdi, pripadajo bolj v 20. stoletju in verjamem, da bo v 21. v bistvu presežen. Mislim, razumevanje in tako naprej. Ja. Nekaj, izvoli. Sem zdaj malo tisto uro prej vključila, ne se bi pokazala. Izvoli, povej do konca. Tako da jaz ne razumem teh v bistvu na tak način. Oni tam prihajajo, tukaj odhajam jaz in tako naprej. Ne razumem tako. Mislim, da jaz sem to mislila bolj kot tvoje izkušnja, ne kot razumevanje, kot nek ta doživljajsko. Zdaj, te predstave še ni naslova, jaz si še nisem ogledala, ampak smo tam skupaj s kolegi založbe Primus nekako zmenjeni, da v prihodnjih dneh si ogledamo. Zato se o njej ne more pogovarjati z osebne izkušnje, ampak sem prebrala pa, da se z njo kot režiser vračaš na gledališki oder pač po 10 letih, se pravi za vsako leto odsotnosti 1 ura predstave, predstava obravnava mit, tukaj sem prebrala, no nisem gledala, se pravi mit Don Juana in bi te prosila, zato ker gre v koncept našega dogodka, predstavitve knjige psihodramske terapije, da nam vsem se malo z nami poigraš in nam poveš, kako bi misliš ti Don Juan kot protagonist predelal, ne kako, ampak s katero tesnobo bi se on soočil recimo kot protagonist v psihodrami. Pa ni važno zdaj, kaj bi vzel za tehniko, ali bi to bilo ogledalo, ali dvojnika, ali zanimalo. Jaz vas moram spet razočarati. Tudi pri tem vprašanju. Zakaj? Zato, ker v bistvu Don Juan ne obstaja. Don Juan je... Ja... Čakajte, gospa, prosim. Prosim, gospa, spet me ne pustite, prosim vas, za Božjo voljo. Samo rada bi za Božjo voljo, da... Don Juan ne obstaja, ne mislim, da če te čakajte, počakajte minutko, počakajte, da se razložim, imam nič proti. Dajte se uživeti v njega. Don Juan ne obstaja, ker ni psihološko, ni konsistenten lik, to je kreacija, to je, kako bi rekel, to je izmišljotija, to je kot Dedek Mraz. To je tako, kot da bi rekli zdaj, dajte se uživeti v Dedeka Mraza, kako bomo delali zdaj, če bi Dedek Mraz šel v psihoanalizo. No možda Dedeka Mraza v psihoanalizo, zaradi tega, ker je on inštrument, on je, kako bi rekel, on je orodje, on je družbeno orodje, če hočem. No, se pravi, in na podoben način, se pravi, če bi šli analizirati Don Juana, je to v bistvu nezanimivo, ker pristanemo samo pri eni taki predvidljivih patologij, ki je nezanimiva. In ravno to so spodleteli, bi rekel, to je slepa ulica. Ker to pomeni, da boš naredil, recimo, Don Juana kot, ne vem, patološkega, neko narcisoidno motnjo, ali pa, recimo, ali pa... Če bi se ampak to ni... Ne, to je nezanimivo, to je nevznemirljivo, in ne gre in ne zadane v srž stvari. Zaradi tega, ker
Razumem. Super. In jaz, krasno, jaz moram reči, da bom današnje vodenje, danes v vlogi voditeljice, končala z enim stavkom, v katerega sem se dejansko res zaljubila iz knjige, in sicer ste navedli, da ne obstaja nekaj ali nekdo, česar ne bi bilo mogoče eksternalizirati v psihodrami in v čigar vlogo protagonist ne bi mogel vstopiti. To je stavek, za katerega mislim, da dejansko pove, da bi vsak človek lahko vsaj enkrat probal to izkušnjo, pa ne glede na to, se mogoče na odru igra Dedka Mraz za stol ali pa Juana ali knjiga, za katero mislim, da si zasluži mesto na policiji v katerikoli drugih knjigah, ki jo lahko po grižljačkih predelujete, z jo sodelujete ali pa jo pač preberete na X. Tako da jaz se zahvaljujem za nocojšnje druženje. Želimo knjigi eno res lepo pot, mislim, da je pravi tajming tudi v Sloveniji za psihodramo sicer, ne, da je knjiga prišla nekako res v pravem trenutku. Hvala lepa. Kar se pa tiče same knjige, pa sta tam Mirela in Anja, tako da... Odem neko vprašanje z publike. Mogoče še če imamo čas. Publike, če je čas. Ne vem, jaz sem zato tam malo gledam, pa ne vidim dobro. Se upravičujem za svojo nevidnost, ampak Moreno je ustvaril in pisal v katerem času? Moreno je začel tamo v prvih 20 letih prejšnjega stoletja. On je bil nekoliko kakšnih 10 let mlajši kot Freud, na primer, v tem lahko razumeti. Znači, konec prve svetovne vojne je neki period njegovega stopa na psihoterapevtsko sceno. Ok, razumem. Zgodnja 20 let. In to, kar je zanimivo z njim, o čemer se manj govori, ker se pač več govori, kot se manj govori o njemu kot v bistvu gledališkem ustvarjalcu, ne? Ker on je ustvarjal teater. In v bistvu to, kar vemo o njegovih poskusih, je v bistvu nekaj zelo vznemirljivega. On je v bistvu na nek način imel, se šel nekaj vrste, danes bi rekel improvizacijski teater, no? Ampak bistveno bolj radikalno, kot se to gre danes, ampak ja, se o tem ne ve. In mogoče, ga je zavilo, je že šel v psihoterapijo, mogoče tudi, ker se ni do te mere realiziral kot umetnik v teatru. Imel je tudi druge talente. Ali bo še eno vprašanje? Se pravi, kakšen je življenjski cikl tovrstne metode, kot je psihodrama? Naprimer, da se odločam za nekaj tazne in rečem, ok, jaz bom zelo poskusila pač to. Kakšen je to nek časovni uvid, kljub vsemu? Razumem to, da ni to recimo enkraten dogodek, ampak me zanima, je to zdaj taka življenje, mislim, da se predaš temu oziroma zavežeš temu za praktično celo življenje, ali je to v bistvu nek cikl, ki ga upravaš in potem z vsemi temi uvidi greš v življenje na drugačen način in po potrebi se vrneš, ali mislim, to nisem vsem čisto. Gre za to, da psihodrama, seveda, nekdo, ko pride v psihodramsko terapijo, pride s svojimi potrebami, pričakovanji in tak naprej. Ponavadi je več let v psihodramski skupini. Nek običajni proces terapevtski, moj izkušnji je med 2 let in 5 let. Skozi terapijo se odpirajo razne vprašanja in dobijo razni odgovori. Nekdo pride zaradi določene simptomatike, rečemo fobija ali strahovi in tak naprej. Zelo hitro se ta stvar, ko govorimo o psihoterapiji, hitro je več mesecev, ampak ta stvar se zaključi in človek se reši tega problema. Ampak začne delati na sebi naprej, spozna nekaj novega v sebi in ga to potegne za naprej, da neki osebni razvoj. In zato to rabi čas, to rabi več let. Običajno je tako, pravim, med 2, 3, 5 let, nekateri krajši, nekaj časa ostanejo v skupini, odvisno potrebo in nekega skupnega dogovora s terapeutom.
Hvala lepa. Jaz bi imel vprašanje za Tomija, ker je mogoče bolj povezano z gledališčem kot z medicinskimi vedami. Čeprav pri psihodrami je to pravzaprav zelo povezano skupaj, ampak spomnim se, da ko sem pred mnogimi leti bral nekaj o psihodrami in v Morenu, da je tam bila neka zgodba, kako je v nekem trenutku Moreno, mislim, da on ali pa pač delavci, pač pokazal en film, na katerem je bila predstavljena seansa, dogodek, psihodrame, in seveda so potem vsi razočarani, ker je tako pač piše, so bili vsi razočarani, ker je to izgledalo kot ena zelo slaba diletantsko gledališče. No, meni se je nekaj podobnega zgodilo pač pri mojem delu na študenti, ko je ena kolegica študentka vzela temo za seminar gledališče zatiranih voal, in je potem ugotovila nekaj podobnega, da pač posnetke, ki jih je ona videla, so zgledali natanko tako, kot ten zelo slaben diletantski teater. Tako da, mislim, ne vem, ali je možno, zdaj je to verjetno malo preveč plehko, malo preveč površno na prvo žogo, zelo primerja voala, pa Morena, ampak mogoče iz te perspektive, a veš, na to mislim, na gledano skozi gledališko perspektivo, skozi to, kar nekdo se strani, nekdo tretji opazuje, gleda. Ne govorim zdaj o notranjih uvidih posameznika, ki je direktno v situaciji. Govorim o tem, nekim tretjem opazovalcem. Je tukaj možnost potegnem kakšno usporednico ali ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa, o kateri sploh, mislim, težko, meni osebno težko razmišljati, mogoče boš ti lažje razložil, ali je možno razmišljati o političnosti psihodrame. Pri voalu to ni težko, ker je predpostavka v ozadju celotnega početja je izrazito politična ideja, torej sprememba, torej akcija. Če govorimo o akciji, govorimo o spremembi. Sprememba je lahko notranja, da se zgodi pri posamezniku, ki mu spremeni življenje, recimo, v uspešnih primerih, ali pa sprememba na ravni družbe. Ko govorimo o spremembi na ravni družbe, nekako spontano prepoznamo političnost take akcije. Ko govorimo o spremembi na ravni posameznika, je ta političnost lahko problematična. Ni tako samo po sebi razumljiva, kaj potem mislim, bom takoj nekaj pomislimo na usodo psihoanalize v evropskem kontekstu in potem, kaj se zgodi s psihoanalizo, ko se jo prenese v ZDA in se jo spremeni v pač nek inštrument za normalizacijo posameznikov, za to, da pač se ne bi upirali neki družbi, ki je, kako bi rekel, polna nekih svojih problemov, da skračno zgodno. Bom, da nisem to preveč komplicirano. Ne, mislim, to je v bistvu obe vprašanje me zanima, tudi zelo direktno. Bom začel pri tem drugem. Mislim, oziroma tako, začel bom samo pri tem, na kratko, da meni to direktno povezovanje psihodrame in teatra, jaz sem se ukvarjal s teatrom, sem pa študiral tudi psihodramo in potem se to nekako povezuje na tak najbolj neposreden način, meni gre to na živce, delam predstavo in zdaj v tej predstavi eni igralci govorijo svoje zgodbe, to je psihodrama. Mislim, mi nismo uporabljali v tem procesu praktično, sploh nismo uporabljali psihodrame, mislim, parkrat, mislim, da se razumemo in uporabljali smo jih čist, te materiali sploh niso bili, ali pa zgodbe, ali karkoli že, materiali, ki so jih igralci kreirali, sploh niso bili povezani z samo metodologijo. In tako da
meni ta link mi je, ampak sej, pred časom sem imel pač nek link s Stanislavskim, ne vem kaj, mislim, da ne, ok. Ampak ne dela se pa linka recimo skupinsko analizo, zakaj pa ne? Mislim, skupinska analiza je bila del v bistvu te edukacije, skupinske analize sem bil tudi pol v edukaciji, skupinska analiza je strašno pomembna za moje razumevanje, drugačno razumevanje procesa in kaj se vse v takem procesu, recimo v ustvarjalnem procesu skupino dogaja. To zdaj samo tako. In tako da, seveda zaključki, te taki direktni v smislu, da bi mene zdaj recimo zanimala, fascinirala psihodrama v tem estetskem smislu, ne, to je seveda površno, ne. Mislim, seveda, da bi zdaj šel prevajati to. Seveda, ja, ti lahko rečeš, ja, v psihodrami na nek način ne rabiš nič, ne, in uprizarjaš pravzaprav lahko karkoli, ne. In zdaj bi lahko šel to tudi na en tak zelo dobeseden način prevajati v nek gledališki jezik, ne. In bi lahko bilo to v končni fazi tudi zanimivo, ne. In nekdo mogoče tudi to počne, ne. Se pravi, da se grem temu reči en tak teater imaginacije, ne. Teater, kjer lahko, bi rekel, psihološki svet se tako personalizira, tako pomeni, da ne vem, lahko eden ali več ljudi igra dele, ali pa da lahko se igrajo pojmi, ali pa da se lahko igrajo stvari, ki ne obstajajo, ki so nevidni. Skratka, da se en psihološki svet tako nekako postavlja v prostor, tako kot v psihodrami in da se ne poslužuješ nobenih efektov in tako naprej. Ok, to bi lahko bil en način, ne. Drugi način bi bil fascinacija z neko karkoli že čustvi in bolj poskušal dosegati neka silovita čustva skozi to metodologijo. Ampak nič od tega dejansko mene ni zanimal ta link na tak direkten, tak dobeseden način. Ne. Oziroma me je to kmalu minilo, ko sem postal del, bi rekel, enega drugačnega procesa, in terapevtskega in edukativnega. In so me začele zanimati ene stvari, kot sem že rekel, ki se jim recimo razumevanje skupinskega procesa. Ko govorim o skupinskem procesu, ne govorim samo o skupinskem procesu dela z igralci, govorim o skupinskem procesu, kot se odvija recimo zdaj ta trenutek tukaj. Neke vrste skupinski proces se dogaja. Mi smo vsi skupaj tukaj v tem prostoru. Ne? Gledališka predstava je skupinski proces. In jaz poprej na ta način o tem sploh nisem razmišljal. Da smo hkrati nekje, da je gledališče pravzaprav kljub temu, da obstajata te dve strani, ki komunicirata, ampak da smo hkrati nekje in da se nekaj tam skupaj dogaja. To je samo en primer. Eden od primerov in teh stvari je še veliko. In zdaj, politično je meni postalo v teatru tako, ultimativno politično, se mi zdi, če nekdo v teatru, če je performer v teatru, zmore misliti. In ko rečem zmore misliti, pomeni, da ne misli nekaj, kar je vnaprej ready-made misli, ampak je zmožen misliti ta trenutek in je možen ta trenutek artikulirati svojo misel, kar pomeni, da je zmožen tudi na novo, zdaj se odzivati na neko staro situacijo, to se mi zdi revolucija. To daje teatru, ne, to daje upanje, da se pravi življenje ni zgolj to, ta tir tam zunaj, ampak je to konc koncev, po kar prihajamo v teater in to je upanje na neko drugo alternativno možnost. Se pravi, mi prihajamo pod neko novo realnost. Tudi če bi se šli v bistvu realizem, prihajamo po novo realnost. Prihajamo po... In to pomeni, da se jaz poskušam z vsemi silami boriti, recimo, če govorimo o gledališki predstavi v danem trenutku, se z vsemi silami poskušam boriti za to, da zdaj ta trenutek se dogaja in zdaj ta trenutek neka misel odzvanja v tem prostoru. Ker to se mi zdi, da pogosto teater žrtvuje. In s tem, ko to žrtvuje, prevedeno, žrtvuje spontanost, v bistvu se izneviri svojemu poslanstvu, ali pa nečemu, iz česar je teater na nek način zrastel. Ne vem, če sem dovolj jasno artikuliral to misel. Skratka, pa mu že sem to prevedel na ta način. Kolikokrat smo v teatru in rečemo, čakaj, zdaj bo to nekdo prekinul in bo rekel zadosti, recimo. Ali pa zdaj bo to nekdo, zdaj bo ostalim bo rekel, da so se zajebavali. In se to ne zgodi.
Mi pa čakamo, recimo. Čakamo. Ne? In ponavadi se ne zgodi. Ne? Mislim, glavno se ne zgodi. Okay. Kaj se ne zgodi? Ne zgodi se v to, da bi nekdo ustavil tisti vlak inercije. Ne? Tega avtomatizma. Se pravi, teater, ki je v bistvu, to, kar je Moreno definiral, se pravi, teater, ki je v bistvu ni kreacija, ampak je v bistvu zgolj produkcija. Zaradi tega, ker v bistvu, če kreacija ni spontana, ni živa, je v bistvu odvzet pomen. Ostane samo produkt. Je sicer izdelana, obstaja, nekdo tam nekaj počne, ampak to nobeno nič ne pomeni. No? Tako. To je apropo političnosti. Tako da jaz razumem to zelo politično. Zame je spontanost v bistvu zelo politična. Tako kot se mi zdi, da je tako v gledališču, komedija, ne, je revolucionarna forma, zaradi tega, ker računa daje upati na spremembo. Ne. Vliva to iluzijo spremembe. In mi rabimo iluzijo spremembe. Tudi, če govorimo o nečem najbolj depresivnem. To je moje razumevanje. To, vsej sem mogoče. Drugo pa se pogovorila drugič. Lahko da mislim, hvala, ne, samo na kratko, tam je, se pravi, če bi šli gledati estetsko ocenjevati, ampak tega estetskega pogleda dejansko ni. Estetskega pogleda ni. To je iluzija. Mislim, se pravi, ko si ti del procesa, ne obstaja še nekdo, ki bi bil tam še nekje. Ne? To so bili posnetki. To pomeni, da nekdo ni bil, udeležen. Tak problem imamo tudi z dokumentarnimi posnetki. Ti lahko gledaš, recimo, nekdo, ki izjavlja neka realna čustva, spričo neka tragedija, ki se je zgodila, neki srhljivga, a človek izgleda bizaren, ne? Recimo, vsi imamo take posnetke, me razumete? Neka zgodba, nekaj katastrofalnega, me razumete, iz vojne ali karkoli že, človek pa se tako odziva, tako, ne, da je lahko bizaren, da je lahko smešen, da je lahko ridiculous, ne? Ok, se pravi, rekel, ta tema, ta dilema ni točna, se mi zdi, ne? Zaradi tega, ker ne gre za to. Tudi psihodrama ne služi estetskemu, takemu površnemu, dobesednemu estetskemu artikulaciji in užitku. Nekaj, kar je pa fascinantno, je pa, da lahko prehaja, in da je bil to tudi eden od idealov Morena, da lahko prehaja v nekih primerih do neverjetnih v bistvu kreacij, ki so umetniško impresivne. Se pravi, v množici v bistvu enih teh psihodram se zgodijo take psihodrame, kjer v bistvu človek obnemi ne samo v nekem človeškem ali pa kakšnem tem smislu, ampak tudi v nekem smislu, nekem estetskem smislu. Se pravi, imaš vtis, da se je zgodila neka umetniška kreacija. Ne? Ampak je pa možno to ločiti v bistvu, kaj je. Sam ta kreacija se zgodi po naključju. V tem primeru, v tem kontekstu se zgodi po čistem naključju. Ta kreacija ni skreirana na način uporabe neke metode, da prideš do nekega estetskega učinka. Ne? To je spontanost v smislu naključja. Ne? Jaz mislim, da je, veš, upam, da ni to več nezanimivo za občinstvo, ne? Mislim, ker je malo rekel, ampak samo to bi še dodal, ne? Da je ravno ta moment, se mi zdi, ne? Da je pri teh tovrstnih tehnikah, ne? Zaradi tega sem omenil in Morena in Boala skupaj, ne? Da v tem smislu se mi zdi, da obe tehniki taki, da bi se dalo na neki točki narediti primerjavo, na neki zadostni točki abstrakcije se da narediti primerjavo, ravno zaradi tega, ker gre za neko, jaz bi rekel, neobremenjenost z estetskim. Ne? Gre za to, da če nisi v tej situaciji, če nisi tako ali drugače udeležen pri tem procesu, ne, je ta pogled, ne, tak, da ne more komunicirati, ne, da preprosto ne moreš razumeti, kaj se dogaja, postajaš na ravni neke čiste estetskega pogleda, ki v tem primeru ni primarni, ne, ni
tako relevanten. In če se zgodi estetski efekt, se zgodi, kot rečeno, po naključju. Sicer pa političnost v smislu razmišljajočega, inteligentnega, spontano reagirajočega performerja, absolutno se strinjam s tabo in to podpisujem, trikrat podčrtam, in mislim, da je to nek moment, ki to sicer ni moja favorite filozofinja, ampak moram i v tem primeru zelo čestitati, Hannah Arendt, ki je v nekem svojem članku ali intervjuju povedala, da je bistvo v tem, da se naučimo razmišljati brez oprijemalnih ograj. Denken ohne Geländer. To se mi zdi zelo lepo povedano. Poskusimo razmišljati, ne da bi skozi tipati, kje je ta ograja. Ker če skozi tipamo, kje je ograja, ne moramo razmišljati. Ja, najlepša hvala. Zdaj pa vas vabim, da se še malo podružite, mogoče tudi izod tega uradnega dela. Imate tukaj avtorja, mogoče podpisala po knjigo, če si jo boste zaželeli. Ja, Svinčik ima. S Tomijem tudi še kaj se tako lepo se s Tomijem vedno pogovarjati, vedno lepo poslušati in se učiti od njega, tako da izvolite, sprostite se, družite se. Hvala lepa za obisk.